Dober dan želim, pozdravljeni v knjigarni Konzorcij. V knjigi To se nikoli več ne bo šivalo opisujete ne le ekonomski vidik propada, pač pa vas zanimajo ljudje. Res je, v tej knjigi me zanima, kako ljudje sami pripovedujejo o svojem doživljanju izgube dela in propada tovarne. Osredotočam se na psihološka in telesna občutja, doživljanja ekonomskih prestrukturiranj. V javnosti se veliko razpravlja o stroških, o ekonomskih učinkih. Ekonomska prestrukturiranja se kažejo kot nek naraven odziv na zahteve tržnega delovanja oziroma kot neka posledica delovanja naravnih historičnih sil, kot lokalni odziv na globalna delovanja. Takšne naturalizacije so problematične in bi jih bilo treba tudi v nadaljevanju kritično pretresati. Vsekakor pa več pozornosti posvečati na doživljanja ekonomskih prestrukturiranj na ljudi, na pomene, ki jih imajo v življenju ljudi. Jaz sem se pogovarjala predvsem s proizvodnimi delavkami in delavci, čeprav me je tovarna zanimala širše, to se pravi tudi z drugimi kadri. In z ljudmi, s katerimi sem se jaz pogovarjala, za njih je bilo razvrednotenje industrijskega dela, ki so ga občutili na lastni koži, velika travmatična izkušnja, ki ni globoko zarezala le v poklicne identitete, temveč v osebnosti ljudi. Tovarna Mura je nastala z nacionalizacijo in združitvijo dveh tovarn po drugi svetovni vojni. Te dve tovarni sta pa delovali od leta 1925 in 1932, v stečaj pa je šla leta 2009. Takrat je delo zgubilo nekoliko več kot 2600 ljudi. 650 jih je ostalo v tako imenovanem zdravem jedru. To se pravi, hočem povedati, da je desetletja Mura se širila in zaposlovala vedno več ljudi. Po tem prvem stečaju je to preoblikovano jedro z novimi lastniki delovalo od leta 2011 do 2014, ko je šla Mura drugič v stečaj. Nekateri ljudje so ostali potem tudi v tretjem poskusu preoblikovanega podjetja, ki je delovalo pod imenom Arum do leta 2019. Zdaj to zgodbo Mure pa obravnavam v kontekstu širših družbeno-političnih preoblikovanj, tako v sodobnosti kot preteklega socialističnega časa. Potem sem v nadaljevanju spremljala spremembe politik na trgu dela, zaposlovanja in socialne varnosti. Zanimale so me spremembe, skratka širše, na različnih družbenih ravneh. Želela sem pokazati tudi v tej knjigi, da je stečaj ljudi treba obravnavati v kontekstu življenjske izkušnje posameznice in pa posameznika. To se pravi ob prepletu različnih oblik ranljivosti. Vedno več pozornosti pa sem posvečala tudi čustvenem doživljanju in telesnim občutjem ljudi. In raziskovalke in raziskovalci v mednarodnem prostoru v zadnjem času sploh dajo vedno večjo pozornost ob preučevanju družbenih izkustv prav čustvom, da se čustva jemlje resno, da se jih obravnava kot realnost, da se jih ne sodi, ali so negativna, pozitivna, kakšno pragmatično vrednost imajo, ampak da se preučujejo, kaj dejansko nam sporočajo. In to sem poskušala narediti v tej knjigi. Ugotavljati, kaj nam čustvo na doživljanju ob stečaju pove, kaj bi industrijske delavke in delavci takrat potrebovali, kaj smo kot družba spregledali in kakšne pomene dejansko je imela v življenjih ljudi tovarna, kaj nam pravzaprav pove ravno ta stavek, da brez tovarne še reka ne bi tekla. In ugotavljala sem, da tovarna je dejansko pomenila totalno družbeno dejstvo, da je v temelju strukturirala življenja ne zgolj zaposlenih in njihovih družin, temveč širše skupnosti. Moja temeljna teza v knjigi je, da so bila doživljanja industrijskih delavk in delavcev v samoodgovorni družbi tržne racionalnosti individualizirana. Kaj zdaj to pomeni? Da strukturna pogojenost njihovih doživljanj
ni bila zgolj utišena, ampak je ostajala neprepoznana strani širše družbe. Ni bi bilo prostora, da se bi verbalno artikulirala občutja in so ostajala na ravni telesnega. Ljudje so jih zaprli v svoje čustvene, intimne svetove. Obravnavalo se jih je, kot da gre za neke individualne, za nek individualni problem. Inštitut, ko sem rekla, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je naredilo študijo, ki kaže alarmantno sliko o psihofizičnih posledicah prestrukturiranja na ljudi, kako so se poglobile in zaostrile poškodbe, obolenja, bolezni, depresija, kako se je povečala samomorilnost med ljudmi. In dejansko 2016 so predstavili to študijo in od tistega jaz nisem slišala kakšnega večjega odziva, poziva. Prav tako ne zaznavam, da bi bilo več raziskav o tem, kako ljudje doživljajo prestrukturiranja, ki pa niso zgolj nekaj pase, ampak so sestavni del sodobnega kapitalizma.